najbolj mi veseli, da ste to opazili, da se na našem trgu pojavlja še tudi Telekom Slovenije. Še vedno se marsikaj srečujemo z percepcijo, da smo pač monopolisti, kar smo časom izbili. Res je, zelo občutimo agresivno ponudbo drugih alternativcev, kar je seveda v prvi fazi za uporabnike dobra novica. Torej, ta trg se je, trg telekomunikacije v celoti se je zelo odprl, prišli so novi igralci, kar še enkrat nič narobe za kupca. Seveda pa je potrebno tu strani, bom rekel, regulatorja, tistega, ki za ta trg skrbi, imeti nekje v glavi oziroma opaziti komponente, da je potrebno skrbeti za ta trg dolgoročno. Torej, kljub temu, da je kar nekaj vplival na naše rezultate oziroma čutimo pojav drugih operaterjev, pa žal, vsaj tako je, bom rekel, naša ocena, da je veliko do teh igralcev ne igra čisto igre oziroma ne igra po nekih standardih, ki se v tem svetu šli, torej skrbeti za to, da podjetje dolgoročno obstaja, po eni strani za dobiček, ampak se osvaja trg na malo drugačne načine, kar je zopet v okvirih tega sistema, v katerem živimo, vendar pa še enkrat tisti podarek, torej dolgoročno služiti pomemben podarek. Zato seveda smo se moramo tudi temu prilagajati in to prilagajanje kar neko zabavno zadeva, torej z enega tistega monopolističnega operaterja, kjer se za kupce res nismo mogli boriti, torej kupci so sami prihajali k nam in trka na naša vrata, do tega, da bomo mi iskati kupce in seveda bistveno bolj skrbeti za kakovost naših storitev, ker to kar naenkrat je zelo pomembno zadeva. Jaz mislim, da temu uspeva. Res pa je, da mogoče dinamika, da ni za vse enake, mogoče pač nekaj za to mizo imel kakšno pripombo, ampak trudno se je, mislim, da prava. Kaj se dogaja s cenami, z vašimi trgom? S cenami? Cene, spet, če poznate približno tale trg, plus praktično so naši konkurenti v marskaterem primeru, cene so splošno padle. Res pa je, da mi se pa nikoli ne bomo spustili v tako cenovno vojno, ki nam bo zagotavljala preživetja. Takega zdravega ekonomije. Kar se v marskaterem naših konkurentov dogaja.